spet jaz, Srebrousta tukaj. Dobrodošli v še eni smotani sredi. Tokrat ne bomo šli naprej na naslednji vez. Ostajamo pri prvem prednjem križnem vezu, front wrap cross carry po angliško. Verjamem, da je boljš, da tega čim bolj speljemo, sploh kakšni začetniki. Bo pa tole nov zaključek za ta vez in sicer veliko bolj praktičen vozu na ramenu. Delali bomo kavbojski vozu, ki drsi, se pravi, se lahko celotno vezavo s tem premikom pomakne nižje in otrok se lahko v traku tudi podoji. Ne bom kazala spet istih tehnik, kakor pri tistem prvem vezu, video bom dala, mislim, da tle. Tako bo pa začetek malo drugačen in pa seveda zaključni kavbojski vozu. Zdaj, vez lahko že prej tako vežete s tem vozom, ne pa pričakovati, da boste lahko dojile v traku že prvi mesec. Sploh zato, ker so prsi še kar polne, trde, ne sodelujejo toliko, kar bi si želeli, da bi. Ne moramo jih še tako premikati gor pa dol. Kot veste, smo pri prejšnjem vezu, prednji križni vez, začeli s sredinsko oznako tule. Tokrat bomo tudi začeli, ampak ne zato, da bi kar vezali, temveč zato, da bi zmerali novo sredino. Novo sredino zmerimo pa tako, da sredinsko oznako damo med prsi in zgornji rob pripeljemo do hrbtenice. Tu je moja nova sredina in zdaj, ker je ta trak tako fajn, je to v bistvu samo en jelenček stran. To je moja nova sredina in zdaj imam daljši krak, ki potuje okoli. Živjo. Na nasprotno ramo. In pa krajši krak, ki prav tako potuje na nasprotno ramo. Ko boste že malo zverzirani, pa boste poznali svoje trakove, boste lahko trak preprosto, brez merjenja nove sredine, nastavili tako, da vam bo padel nekje do sredine stegna ta krajši krak, tako da si lahko že s tem prišparate malo na času. Evo, in zdaj je pripravljen. Prvih nekaj korakov bo enakih, kakor pri prvem križnem vezu. Zdaj grem kar po otročka. Boj zdravo! Kaj boš rekel? Čau! Ja, živjo! Spet jaz! Svetovit tukaj! Ko smo pa enkrat zategnili oba dva kraka, lahko naredite tudi tisti zategovanje celotnega dela traku, jaz se zdaj s tem ne bom njih obremenjevala, pa rabimo ta daljši krak pripeljati k ta kratkemu. Kot vidite, nikoli ne spustim nobenega od njiju, ker drugače bom izgubila vso napetost, ko sem jo pridelala. Tega le bom malo pospravila pod otrokovo ritko, da ga bom lažje pripeljala gor. In pa jaz ga bom v tem procesu, zato da boste vi lažje videli, obrnila na drugo stran, v tem primeru na ta pravo, ta pisano, reči pisano, pisano. Takole. In ga pripeljem gor čez ta trak. In zdaj, če ste gledali ta prejšnji video o ambulantnem vozlu, bom naredila kar isto. Črni bo pasivni krak, tale bo pa aktivni. Pasivni krak samo čaka, da se bo nekaj dogajati začel z njim, medtem ko aktivni opravlja vse delo. Sprav, ta pasivni bo sam tlele visu, jaz ga bom s tole roko zasigurala, ta bo pa delal vse, kar ima za narediti. Prva stvar, kar bo naredil, je, da bo aktivni šel čez pasivnega, pod njim in od zgoraj ven. Takole. Fajn je, če že tle dobite čim več na višini. Zdaj je moj otroček malo previsoko, ampak vam bom tako lažje pokazala. Gre čez roko in spet pod pasivni krak. Zato, da dobimo neko črko
P ali pa številko 4, če vam je tako kaj lažje si za predstavljati. Super, da se to ne krivi. Okay. Zdaj bomo ta aktivni krak pripeljali še enkrat pod tale trebušček od črke P. Hop. In to je vsa umetnost. Tlele zategnemo, pazimo, da ne preveč, lahko tudi predel po predelu, ampak bolj, ko bomo zategnili, manj bomo imeli gibljivosti, te drsnosti. Tako, zdaj v bistvu, kar rabim še narediti, je, da zategnem ta del traku oziroma kraku. To dosežem s tem, da pasivni krak razgrnem in ga zategnem predel po predelu. Seveda, tako kot ponavadi, ta zadnji predel je širši, takole. Lahko si tole malo razgrnem čez ramo. Okay. In to je to. Zdaj, ko imate bazno velikost traku, šestico, lahko naredite ali to, pa imate take dolge krakova, ali pa pripeljete krak še okoli in okoli gor. Ne? To je čisto od vas odvisen, kakor vam je lažji. Vozel je, se pravi, drsi, kavbojski, verjetno imajo to na svojih lasotih kavbojci, da lahko zategnejo tisto špago. Otrok je nižje, v miru se lahko podoji, ali pa pač on bi spal. V primeru, ko je končal z dojenjem, pa bi ga radi nosili naprej ali pa uspavali, obvezno ga dvignete nazaj gor. Ne ga v tem položaju okoli nositi, ker bo prvo ne bo varno, drugo ne bo vam udobno tako sploh nič. Tako da nazaj gor, hop, hop, sprimemo ta pasivni krak, potegnemo gor, tole zanko podrito, hop, kole, kole, da pridemo nazaj gor nekje do ključnice in pa smo v redu. Takole, če ima roke not, nekje do višine ramen. To seveda vse lahko zategnete. Vidite, kako potuje mlahavost. Zgornji rob in tlele hop. Seveda vedno po premikanju zategnete predel po predelu, da je otrok na varnem. To je za danes to. Jaz upam, da vam je bil video všeč. Če vam je bil, dajte stisniti prst gor. Če imate še kakšno vprašanje ali pa bi mi radi kaj povedali, mi napišite v komentar dol. Če pa mislite, da še komu prav pride, se še kdo lovi s temle vozlom, pa podelite video naprej. Mi se pa vidimo kmalu.